Pozdravljeni v drugem videu oziroma drugem poglavju moje knjige Pot do nje, knjige za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko. Drugo poglavje sem poimenovala Bistvo vseh bistev, ker dejansko to tudi je v odnosu moškega in ženske. Namreč gre za eno zelo pomembno stvar, ki jo mora moški vedeti, ko je v odnosu z žensko. To poglavje je prav tako temeljno naslednjim poglavjem kot prvo poglavje, v katerem smo obravnavali različne sisteme razmišljanja moškega in ženske, torej razlike med moškim in žensko. Ampak to poglavje pa je pomembno predvsem zato, ker moškim sporoča en taki zlati ključ pravzaprav do ženske. Tisto bistveno, kar lahko moški ženski da je v sreči. Najlepše darilo pravzaprav, ki jo moški lahko ženski da in ji tako sporoči oziroma da ljubezen na tak način, kot bi jo ona rada prejela. Zdaj pa v čem je catch, ne? Cel svet se ukvarja z tem, kaj bi ženske rade, in moški v enem obdobju oziroma v enem trenutku zveze za žensko pride do trenutka, ko se vpraša, pa kaj bi ona sploh rada? Poslušajte dobro zdaj, moški. Ženske bi od vas rade predvsem eno stvar. To je potrditev. Potrditev v tem, da so dovolj dobre. Vem, to zveni zdaj zelo obupano za ženski svet, ampak dejstvo je, dragi moji, da mi ne verjamemo v sebe. Ne glede na to, koliko se delamo močne včasih, ali pa sposobne, ali pa samozavestne, resnica je, da nobena ženska, najbolj samozavestna ženska, ne bo nikoli tako samozavestna kot najbolj samozavesten moški. Gre za to, da ženske že od majhnih nog odraščamo v okolju, v sodobnem svetu, ki nam ves čas sporoča, da nismo dovolj dobri. Ves čas je nekaj, kar še lahko izboljšamo, spremenimo na sebi. Za svojo vrednost, da bo priznana, se moramo pravzaprav vedno boriti, dokazovati. Kako naj imamo samozavest? Kako naj verjamemo, da smo takšne, kot smo dovolj dobri? Pomislite, koliko je debat o ljubicah. Ženske se tudi s tem soočamo, z tem strahom, da nekega dne ne bomo več dovolj dobre za svoje moške. Seveda to zdaj zveni obupano, ampak dejansko pomislite, postavite se v našo vlogo, da že od malega naprej cel čas dobivaš sporočila, da moraš nekako izboljševati samega sebe, da takšen kot si nisi dovolj. Potrjujte torej svojo žensko, pomagajte ji z svojimi potrditvami, da začne verjeti vase. Lahko jo potrjujete v tem, da je odlična ljubimka, da je dobra mama, da je dobra žena, da je pametna, lepa, sposobna, da je edinstvena, da jo ljubite zato, ker je takšna, kot je, in da jo ljubite takšno, kot je. Takšna, kot je dovolj, povejte ji to. Če ni ničesar, kar bi našli na svoji ženski in bi lahko to povedali na glas, potem to ni ženska za vas. Toda, če ljubite to žensko, je zagotovo ogromno stvari, ki jih lahko poveste v obraz, ki lahko poveste in jo na tak način opogumite oziroma pripeljete do tega, da bo začela verjeti v svojo dovolj dobrost. Na tak način boste ženski tudi pomagali, da bo našla ženstvenost v sebi. Na tak način bo ženska začela verjeti vase, bo postala samozavestna. In samozavestna ženska, ki verjame vase, je v bistvu ženstvena ženska. Takšna ženska je nežna, razumevajoča, sposobna, ima občutek za ljudi, za stvari, za čas. Je takšna ženska, kot si jo v bistvu želite v sebi. Je takšna ženska, kot jo svet potrebuje. Verjemite v to. In tudi ona bo verjela v to. Tako boste prišli do tistega lepega odnosa. Ker ženstvena ženska pravzaprav tudi moškemu dovoli, da je takšen, kot je. Ga spoštuje njegovo moškost, njegove potrebe, njegove želje. Ga želi osrečiti. Tu je ta vzajemnost. In pa seveda tudi brezpogojnost. Ženstvena ženska, po mojem mnenju, je brezpogojna ženska. In vaše potrditve v tem svetu, ki jo jih ženske resnično potrebujemo, ker same sebi ne moremo ves čas davati potrditve in sam sebi človek redko verjame. Vem, to zdaj zveni zelo, zelo težko, globoko,
celo mogoče obremenjujoče, ampak ni. Obljubim vam, ni obremenjujoče, dragi moški. Je zelo intuitivno, zelo naravno. Seveda pa, da vam bo še lažje, vam bom v naslednjih videih razložila, na kakšen način in v kakšnih situacijah vse lahko žensko potrjujete. Pravzaprav že v naslednjem videu bomo kar razčlenili ženske malo po skupinah, namreč vsaka ženska je malo drugačna. In vsaka ženska s potrditve pridobiva in pričakuje in sliši na drugačen način. Zato je pomembno, da najprej razumete, kakšna ženska sploh je vaša ženska. Za bolj podrobne informacije pa seveda vas vabim k branju knjige, ki jo lahko naročite na majamonrupi.com v moji nakupovalnici ali pa si jo sposodite v knjižnici, kupite v knjigarni, kakorkoli. Samo dobite jo in preberite jo in pridite nazaj z feedbackom. Zelo vesela sem moških feedbackov. Do naslednjič!